Živijo in eno srečno novo leto vsem. Naj se začne magično, naj se začne na veliko in naj ti prinese vse tisto, kar je najlepše. Da pa se bo to res tako zgodilo, ti danes predstavljam manifestacijski načrt. Začel se je že v prejšnji video vsebini, kjer sem ti pokazala, kako si lahko zračunaš svoje osebno numerološko leto in malo pokukaš v to, kaj je tisto, kar ti lahko prinese oziroma kako ti je nekako numerološko položeno, da lahko nekatere stvari narediš na točno določen način. Tako, če si spregledal to vsebino, jo le poišči na naših kanalih, danes pa gremo korak še naprej. Danes ti pa želim nekaj pokazati in bom nekaj tudi delila s tabo. Takole sem si že pripravila, ne? Rada bi ti pokazala, kako si lahko narediš načrt, kako manifestirati v 2020 ne glede na vse. Zakaj sem se odločila, da to naredimo, torej ne glede na vse, manifestacija? Dostikrat ljudje imajo neke želje in si tudi postavijo cilje in želje za recimo leto in to je zdaj pač to leto 2022, ne? No, na kar se zgodi, da imajo ful dobre želje, pa manifestirajo, pa meditirajo, potem pa nekdo pride, pa jim nekaj reče ali pa se nekaj zgodi in potem jim kar ta vera uplahne. Ali pa kar želje po domače povedano skenslajo, rečejo, ja pa zdaj pa zato, ker mi je nekdo nekaj rekel, pač jaz tega ne morem narediti ali pa ne bom naredil ali pa pač ko je nekaj se spremenil. Ti, ko imaš enkrat svoje želje in ko jih začutiš, so tvoja prava pot. In dostikrat ljudje to pot potem začnejo ukrivljati ali pa se ji celo odpovejo zaradi tega, ker nekdo drug je padel v en drug manifestacijski krog, začne vplivati nate. In ker bo leto 2022 zelo dualno, o čemer sem govorila v tisti vsebini, v tej numerologiji, ne, to pomeni, lahko se bomo zelo sprehajali od miru do kaotike pa nazaj, razumeš? Bi jaz rada, da si ti zagotoviš, da tudi če bo kdaj kaj malo bolj takih izzivalnih energij, da tvoja manifestacija ostane nedotaknjena, da ti takrat ne zamaješ. Kaj ti, če ti takrat zamaješ, jo moraš potem skoraj iz nič nazaj postavljati, a veš? To je pa meni ful škoda. Tako da gremo zdaj pogledati in bi ti rada prav risala, a ne? To pomeni, kako manifestirati v 2022 ne glede na vse. Lej, ko je mirno obdobje in smo vsi dobre vole in so povsod same dobre informacije, to ni noben problem, ker takrat se samo še priliva na ta tvoj manifestacijski ogenj, a je res, definitivno je res, a ne? Ampak, kaj pa recimo, tole definitivno velja v primeru, ko se zgodi, lahko jo mogoče takole narisaš, neka informacija, ki ti povzroči tole. Vidiš? Ne? Sicer je to tudi srčni utrip, sam, uniš vse je malo bolj stabilen. Veš, kaj mislim reči. Tole čist preveč skače. To pomeni, kaj če se odzuni zgodijo energije, ki ti probajo na tvojo manifestacijo obesiti, napišemo dvom, strah, a razumeš, karkoli izmed tega. Kaj narediti, tudi če je tole tukaj kolektivno pržgano, kaj narediti, da bo tvoja manifestacija v tistem trenutku temu ne bo sledila, ampak bo imela lepo valovanje. Ne vidiš tamle tisle gor, ampak take lepe valove. To pomeni, ti hočeš to manifestacijsko imeti, ne tega le klele gor, ne? Ja, si super, ko si klele na vrhu, sam res pa ni dobro, ko si klele, ne? Torej, nekaj se zgodi, nekdo ti je nekaj rekel, udarila je neka novica, da je nekaj, ne vem kaj spet, ne? Kako si zdaj ti tukaj pomagaš, okej? Torej, kako si pomagaš? Torej, vedno se začne z neko informacijo. To pomeni, ni problem, smo ugotovili, če je informacija pozitivna, težava je, ko je informacija negativna. Ko se zgodi neka informacija, zadevo rešuješ naprej takole. Postaviti si moraš vprašanje in to vprašanje je, ali ima to veze z mojo realnostjo.
To pomeni, ko se nekaj zgodi, pa nekdo nekaj reče, nekaj bo, nekaj se moraš ti vprašati eno stvar. Ali ima to veze z mojo realnostjo? Primer, nekdo ti reče, ja, a veš, jaz se pa ful bojim, manifestacijsko gre vse narobe in ne vem, leta 2022 bomo vsi brez denarja. Ti imaš pa še vedno isto stabilno službo in tvojemu podjetju gre dobro. V tem primeru je odgovor, ali ima to veze z mojo realnostjo? Ne. Ja? Če pa recimo ti tvoj mož reče, s katerim imaš, ne vem, 3 otroke, da se hoče ločiti, a ima to veze s tvojo realnostjo? To pa verjamem, da ja. To pa ima veze s tvojo realnostjo, se strinjamo. Okay? Seveda, da ima. Seveda se ti pol življenje spremeni. Seveda se vse postavi na glavo, glede tebe, otrok, hiše, pa še marsičesa, ne? Torej, vedno se vprašaš, ko vidiš, da ti nekdo nekaj servira in ti hoče negativno, razumeš, zavibrirati v telesu, ta recimo manifestacijski stres, mu jaz rečem, lahko pretrese telo se začne lahko počutiti ogroženega in potem ti začne in življenjska in manifestacijska energija padati. In tukaj moramo poskrbeti v obeh primerih, če odgovor, da nima veze z realnostjo, pa da ima veze z realnostjo, da ne bo tebe manifestacijsko ogrozil. Ok, in kaj ćemo zdaj to narediti? Kako ćemo zdaj to narediti? Ok, če je odgovor ne, torej če je moj odgovor ne, da nima veze z mojo realnostjo, kako se pa ti potem spraviti iz tega, da to ne bo manifestacijsko vplivalo na tebe? Lahko ti povem, ne tako, da probaš to ignorirati, ampak ti moraš, a veš, če tebi en minus naservira, iz tega še vsem plus narediti. In to, da se delaš, da nič ni, a pa da probaš potlačati, to ni pozitivni aspekt. Lahko ti da manifestacijski trik, je meni zato absolutno čudovit. Veš, kaj narediti? Če torej, tvoj odgovor nima veze z realnostjo, ampak hočeš, da tvoja manifestacija ostane nedotaknjena, to rešiš tako, da ponudi nasvet, pomoč, inspiracijo. Ja? Še srčka ti bom narisala, evo. Ti, če recimo nekdo izraz nek dvom, pa vse bo grozen, pa vse bo propalo, pa ne vem, karkoli že bo, okay, da v enem trenutku ne padeš, da rodiš dobesedno neke svoje osebne dvome, se lahko iz tega ven rešiš tako, da se vprašaš, ok, tole nima veze z mojo realnostjo, kar pomeni, sem tukaj zato, da pomagam. Kad ti začneš pol nekomu ponujati na svet, katerega boš lahko potem iz tukaj črpala, ko bom risala, ponujati na svet ali sočutje in se človek zaradi tega, ker je to izrazil, pa tako naprej pomiri, razumeš, potem se ti ful počutiš boljš. Ti, ki si v svetlobi pa služenju, je to toliko sorodno tvoji manifestaciji, a ne, da je to neverjetno. Zdaj, če ta informacija pride iz kakšnih medijev, pa ne vem kaj, pa odgovor ne, ti ne boš televiziji potem, a veš, šla govoriti, lej, novinarji, sej, veste, da bo vse v redu. Pač, a veš, nima veze, ampak v tem primeru ta nasvet, inspiracijo pač ponudaš sebi. To je taka majhna prilagoditev. Ampak res, ko greš v to, da res daš nekaj tako iz sebe, potem si potrdiš, svoji manifestaciji potrdiš, se vse ok, ne rabiš dramatizirati, hkrati pa občutek, da si nekomu pomagal, pa ga lahko pomiril, definitivno sprosti ta manifestacijski krč, ki bi se lahko zgodil tebi ali pa tudi tej drugi osebi. Kaj pa, če je tvoj odgovor da? Okay? Kaj pa, če ima to veze s tvojo realnostjo? Kaj, če ti nekdo reče, sorry, ampak naša firma je šla čez 14 dni v stečaj, to pa ima veze s tvojo realnostjo, ne? Če je tvoj odgovor da, je pa tukaj definitivno tale pot, ki jo iščemo, drugačna, okay? Največji problem, ko ima neki veze z realnostjo, je, ko začneš to realnost poglabljati, okay? Ko začneš ti dejansko tej informaciji, ta minus
še dodajati. Že tako je minus, ti ga začneš pa še poglabljati in mu začneš potrjevati, da ne samo, da je minus, ampak da bo ta minus imel še katastrofalne posledice. Z verbalizacijo tega, z tem, da to vsem poveš, da padeš v vlogo žrtve in tako naprej. In tukaj manifestacijsko se zgodi zelo velik kaos, ker mogoče gre res tvoja firma v stečaj, ampak ti lahko zapre neke pozitivne poti pri neki firmi, ko greš lahko naprej v novo izkušnjo, ki pa ne gre v stečaj, gre več kot dober, ampak se ti tudi tam lahko zaprejo vrata, zato ker se ujameš v ta ciklični minus tukaj in tega si definitivno zate ne želim. In zaradi tega ti dajem 3-stopenjsko metodo, kako si tukaj pomagati. Ko se neka informacija negativno zaservira in vidiš, da bo vplivala na tvojo realnost, moraš ti začeti ful hitro ukrepati. Okay? In tvoj prvi ukrep, zelo popularna beseda, ampak vidiš, ti so fajn. Mogla sem, ne mi zameriti. Prvi ukrep je fizični. Okay? Prvi ukrep je fizični. Torej, fizični ukrep. Tvoj fizični ukrep je najbolj pomemben za manifestacijo, zaradi tega, da pomiriš telo, možgane in zaradi tega, ker smo definitivno fizična bitja. Zato moraš začeti s tukaj. Nekateri ljudje radi začenjajo z meditacijo, pa tako naprej. Ne pravim, da je karkoli narobe, mislim pa, da so fizični ukrepi za manifestacijo samo gledani, da so prvi najbolj pametni. Fizični ukrep je kaj? To pomeni, nekaj se je zgodil, nekaj, koga pokličem, kdo mi lahko pomaga, kje se premaknem, komu pišem, kaj naredim, katere poteze potegnem. Organizacija in biti pripravljen poiskati pomoč in začeti ukrepati takoj. V času in prostoru začel ukrepati takoj. Nekaj se je zgodilo, kdo mi lahko pomaga, koga lahko pokličem, kje se lahko zgodi. Torej, sorodne duše, ljudje, pisma, računalniki, maili in tako dalje. Da se zadeva dobesedno gre reševati. Ko ti padeš v ta občutek, da takoj nekaj rešuješ. Zakaj jaz pravim, da je prvi ukrep fizični? Primer, otrok ti zboli, nekaj z njim ful hudo narobe. A greš ti najprej meditirati, pa prositi angele, da bo z njim vse v redu. Seveda greš lahko to delati, ampak da najprej otroka pel v bolnico. Mislim, tako, moj nasvet, bodimo realni, vsi imamo radi duhovnost, ampak dajmo spoštovati to, da smo fizična bitja. Če je s tvojim otrokom kaj narobe, ga spravi do tistih ljudi, ki mu lahko pomagajo, pa pol mediteri, pa ga še začni podpirati. A razumeš, zakaj je fizični ukrep prvi, ne? In isto ti narediš. In ko greš ti v to energijo reševanja, tega boja, ko se ti za to zavzameš, manifestacija to ful gor potegne, ker ne padeš v vlogo minusa in ga poglabljaš, razumeš? To je tvoj prvi ukrep. Drugi ukrep je potem miselni. Ja? Miselni. Okay? Miselni ukrep pri tebi v tem primeru je, kako lahko ta situacija kako jo jaz lahko obrnem na dobro. To pomeni, da ti lahko vzameš neko negativno situacijo, katero ti je lahko mogoče tudi navrgel na glavo, pa rečeš, kaj lahko jaz iz tega dobro potegnem. In to se da delati. Ni veliko ljudi pa, ki so pripravljeni to zavzeti. Ti se v vsaki negativni situaciji lahko vprašaš, kako lahko iz te negative jaz za sebe dobro vam potegnem. Bodimo čisto realni, tudi recimo, ko se je koronavirus začel pa tako naprej, bilo kup enih ljudi, ki so se čez noč začeli ukvarjati s prodajo mask in obogateli ne vem kaj. Oni so videli situacijo in so se ukvarjali, jaz vem za nekoga, ki se je ukvarjal z računovodstvom, pa je šel potem v medicinsko opremo. Lej, pa razumeš, pa se človek znajde, a ne? Ampak to je nekdo, ki je v tem videl priložnost. Torej, vedno se da. Torej, v vsaki situaciji, ampak to je res veš, zelo hudo zavzeti tukajle ta miselni pol. Jaz verjamem, da je ful težko, če ne veš, kako boš preživel svoje otroke, pa tako naprej, ampak še vse lahko potegneš, ko greš po fizičnem ukrepu, lahko zavzameš miselni. Ok, katere izkušnje sem jaz imela v življenju in tale situacija, da jaz lahko nekomu predstavim, pa mi bo zaradi tega dal službo ali pa neko priložnost, da sebe iz težke situacije spravim ven. Ampak res, to je ta miselna gradnja in zato si postaviš to pravo vprašanje. Ne? In ta tretji ukrep, ki ga imaš, je pa duhovni. Ja?
duhovni. Ne mi poprosim pozabiti leto 2022 zato ker šestka je drugače ful številka meditacije. In meditacija v letu 2022, jaz pravim tudi, če si prej malo občasno meditiral, poslušajte, ker ste dobro ti hoče, definitivno začni redno meditirati, zaradi tega, ker je kolektivna številka taka in šestka in meditacija pomeni, da če si prej občasno meditiral in začneš zdaj redno meditirati, ti bo šlo vse to gor, da ti ne znam povedati. Še bolj kot kadarkoli prej. Res, presežem. Okay? In tretji ukrep je duhovni. To pa so ti meditacija, angeli, pogovori z angeli in tako dalje. Torej rast, duhovno izobraževanje in tako dalje. Skratka, to je pa ta formula. Zdaj pa pazi to, če pa nekaj ni vplival na te, pa še vseeno lahko tole, kot torej ponudi na svet, daš tistmu, ki je pa vplival na njega. Ko smo zdaj si izmenjali in delili eno tako zelo, zelo dobro stvar. In to je zdaj en tak manifestacijski načrt in probi ga, jaz bi ti rekla, da ga probi, v vsaki situaciji pa tako ga probi, da vidiš, koliko zelo deluje. Mogoče boš najprej rabila malo prakse, ampak jaz verjamem, da ti bo res absolutno uspela. Tako da, duhovno telepotovanje duše se bo temu posvetili. 11.1. delamo meditacijo, kot jo nismo še nikoli. Višje frekvenčno manifestiranje, kar se stvarnikovo zavestijo, šli bomo v Boga. Jaz, ko sem dobila vpis, sem bila absolutno občarana, lepo darilo dobite zraven in tako naprej. Dajte si to pogledati, ker portal 11.1. je res ful manifestacijski, takrat se ful manifestacijski portal odpira in ful se dobro preklopiti na to. In jaz bi ful rada s čim večjim številom ljudi doživela to meditacijo, ker bo res izjemno, da višje frekvenčno meditiranje, manifestacija z Boga, a veš, koliko bo pa to dober. In bi rada, da si del tega, da to doživiš in tam se bomo potem še pogovorili naprej. Dobiš tudi taka lepa darila, poglej si vse, da ne bom preveč pogledala. Seveda pa, če te zanimajo, dobro, ta je bila ena taka lahka in preprosta, da lahko takole delim. Če te pa zanimajo take bolj podrobne šole, pa če te zanimajo taka znanja na vsa živa področja, od poslovnih šol, do modrih alkimij, do tečaja meditacije, podzavestni vzorci, tečaja jasnovidnosti, akademija kanaliziranja, vse to smo že razpisali za leto 2022. Delali bomo tečaje, odločili smo se, da bomo delali na spletu, ker jih veliko gre čez poletje, zato da ne boste kakšnega zamudili zaradi dopustov, bomo ohranili vse skupaj na spletu, zato da boste imeli tudi posnetke za vedno. Ko enkrat pri nas narediš tečaj, imaš posnetke za vedno. Okay? In potem imaš še dodatne spletne učilnice, kjer so te razlage potem še enkrat noter obnovljene, tako da res lahko to znanje integriraš. Ko pokukaj si, poglej si in mi se ti bomo definitivno veselili. Skratka, tale metoda pa naj ti služi in naj bo tvoje 2022 naravnost pravlično. Vse dobro ti želimo iz ateljeja in čao.